Spoštovane predstavnice ministrstva, spoštovani vsi udeleženci, direktorji, direktorice ljudskih univerz in drugih organizacij za izobraževanje odraslih, prav lepo vas pozdravljam v za mene prvič letnem posvetu. Žal ne v živo, ampak o tem je govorila že Zvonka in prihodnje leto verjamem, da si bomo lahko segli v roke. Danes bo še in prihodnji dan bo še precej časa za to, ki ga bomo posvetili seveda razpravi o prioritetah izobraževanja odraslih, o tem, kam nas bodo usmerjali vse te spremembe epidemije covida in vse tehnološke in drugačne spremembe v družbi. Tudi ministrica se je v navdihujočem govoru seveda dotaknila vsega tega. Zato mi dovolite, da mogoče naš vlak, naš posvet zapeljem morda vendarle nekoliko drugače. Z enim slavnostnim uvodom, vsaj za nas, naše sodelavce in vse, ki danes spremljate letni posvet. Namreč 27.9. je minilo natanko 30 let od odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Slovenije, nacionalnega inštituta, ki zagotavlja raziskovanje, razvoj, izobraževanje, svetovanje, informiranje in promocijo na nacionalni in mednarodni ravni. In je kot tak tudi ključni partner pri udejanjenju strategij nacionalnih dokumentov. Zato smo veseli seveda, da nas ministrstva, partnerska ministrstva tudi tako vidijo in se bomo potrudili, da to vlogo seveda tudi zadržimo, ohranimo in razvijamo. In vsa ta leta, kot veste, si prizadevamo za spodbujanje, za promoviranje, razvoj in napredek izobraževanja in učenja odraslih. In tu mislim na ozaveščanje javnosti o pomenu vseživljenjskega učenja, kar bo zagotovo ravno v tem času, ko so trendi upadanja izobraževanja odraslih, še bolj prišlo v ospredje. Tu mislim na svetovanje o vseh vprašanjih in izzivih povezanih z izobraževanjem in učenjem odraslih. Tu mislim na prizadevanje za vrednotenje neformalno ali priložnostno pridobljenih znanj, mislim na skrb za ponudbo kakovostnega izobraževanja, kar zagotavljamo prek usposabljanj in popolnjevanj za izobraževalce odraslih in seveda z razvitimi pristopi za presojanje kakovosti. In kam zdaj, kako zdaj gledamo v prihodnost, poleg vsega že naštetega oziroma tistega, kar bomo v teh dneh še slišali. Za nas pomeni prihodnost biti fleksibilen na različne načine. Zdaj, na prvem mestu nam pride na misel tehnologija. Ta nam na primer ponuja veliko možnosti za izvajanje izobraževanja in usposabljanja, kar pa ne pomeni, da bo tradicionalno poučevanje z osebnim stikom romalo v šolski muzej. Gre preprosto za to, da nam tehnologija ponuja možnost, da smo bolj ustvarjalni in inovativni v odzivu na potrebe učečih odraslih. Časi, ko so ljudje celotno delovno aktivno obdobje ostali na enem delovnem mestu, so zdavnaj mimo. Ljudje danes kar običajno spreminjamo karierne poti in zelo pogosto se je zato potrebno dodatno izobraževati. In po drugi strani, če pogledamo, je baby boom generacija večinoma upokojena, išče možnosti, učne priložnosti za ohranjanje socialne vključenosti in osmišljanje prostega časa. In zato je toliko raznovrstnih potreb po razvoju različnih temeljnih spretnosti odraslih so različne in vedno bolj naraščajo. Zato smo vsi izobraževalci odraslih zavezani k stalnemu evalviranju programov in vseh storitev, ki jih ponujamo odraslim. Ves čas smo dolžni spremljati trende, spremembe, se najprej sami veliko in ves čas učiti, kajti mi pokrivamo največjo množico učečih se, ciljne skupine, ki se ne morejo biti bolj različne. Zato smo izvajalci, pa ste izvajalci, pravi mojstri prilagajanja različnih programov posameznikom, situaciji, lokalnemu okolju in zato moramo biti najprej občutljivi za soljudi. Ne moremo mirno preslišati, kar lahko slišimo v teh dneh, koliko ljudi živi pod pragom revščine. Ogromno delovno aktivnih, ki se torej tudi s poštenim delom ne morejo dostojno preživljati. Ne moremo mimo dejstva, koliko ljudi je izredno slabo bralno pismenih, kar izredno slabi kvaliteto njihovega življenja in nenazadnje tudi produktivnosti na delovnem mestu. Ogromno stvari nas še prizadene. In zato ves čas snujemo ideje, programe, s katerimi bi ljudem pomagali izboljšati kvaliteto življenja.
In pri snovanju teh programov vsi nujno gledamo tudi na kakovost. In letos mineva tudi 20 let, odkar je bil najprej s projektom izdelan model POK, ki ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Vse čestitke snovalcem in vsem vam, ki seveda ta sistem gojite in ga upoštevate pri vaših programih. Prav tako mineva 20 let delovanja središč za informiranje in svetovanje o izobraževanju odraslih. En od temeljnih podpornih dejavnosti, ki pomembno prispeva k motivaciji odraslih za vključevanje in nadaljevanje izobraževanja. Vse, kar sem omenila, je plod sodelovanja z vami oziroma z vašimi organizacijami za izobraževanje odraslih, spoštovane gospe direktorice, spoštovani gospodje direktorji, in seveda plod sodelovanja z resornimi ministrstvi, sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kljub razgretemu jesenskemu ozračju in kar nekaj napetosti, ohranimo ta čut za ljudi in zavest o našem poslanstvu. In tako nam ne bo težko še naprej plodno, strpno in predvsem strokovno sodelovati v tem letu in v letih, ki prihajajo. Želim nam odlično strokovno druženje, čeravno ne živo, pa vendar izkoristimo priložnost, da se naučimo vsi kaj novega, da najdemo nove ideje, snujemo nove programe za bodoče odrasle. Torej, vsem vse dobro in hvala vam za vašo pozornost.